Gre pa v bistvu za širši kontekst zagotavljanja varnosti in zdravja na delovnem mestu. Po eni strani nas zakonodaja sili v neke ukrepe, po drugi strani imamo certificirane sisteme, ki zahtevajo neke določene ukrepe z vidika varnosti in zdravja na delovnem mestu. Na koncu za zagotavljati pa res varnost na delovnem mestu so pa ključni ljudje in njihova vedenja. In tukaj pa z samimi predpisi lahko do neke mere vplivamo na to. Dejansko gre pa za zavest vsakega posameznika, da se zaveda pomena varnega dela in zdravja, tudi ne samo na delovnem mestu, tudi izven. In tukaj tak dogodek lahko en majčken kamenček v mozaiku cele zgodbe večanja zavesti varnosti in zdravja za delo. Ja, veseli smo, da je Alpacem nam dal priložnost, da smo pomagali izbrati za zaposlene res kakovostno vrhunska oblačila, pretežno evropskih proizvajalcev. In sicer za oblačila smo izbrali visokovidna oblačila podjetja Bipit. Izbrali smo čevlje evropskih proizvajalcev, kot so Helly Hansen, potem Elton, Bekina, Škorni, potem varovalni pasovi Skylotek, čelade Kask. To so res same vrhunske znamke, ki nudijo izjemno zaščito pri delu, kar je tudi smisel zaščite za varnost pri delu. Mora biti oprema brezhibna, da funkcionira, da res nudi delavcu zaščito, udobje, da ko dela razmišlja o delu, ne pa kje ga čevelj žuli, kje ga hlače vežejo in podobne stvari. Zdi se mi tudi zelo pohvalno, da se je Alpacem odločil za dobrovidna oblačila, kar je zdaj trend, se pravi, da je delavec opazen na delovnem mestu, da je zaščiten še pred drugimi, da ga kdo ne pohodi, ne povozi in podobno. Tako da vse pohvale Alpacemu za odličen izbor. Ko dosežeš to, da se ljudje zavedajo, da je potrebno skrbeti za svojo lastno varnost, takrat smo res vsi varni ali pa recimo smo res dosegli svoje. Seveda na tej poti je potrebno tudi pomagati ljudem, da pridejo do te zavesti in seveda je treba včasih tudi nadzor. Pomembno je, da ljudje se sami zavedajo, da se ljudje tudi ali pa sodelavci med sabo opozarjajo na stvari, ki so pomembne za to, da na koncu lahko delamo varno. Pomoč vsem smo se odločili in smo začeli tudi še več opozorilnih tabel uvajati, kjer pravzaprav je slikovno prikazano, kako mora biti človek opremljen. Tudi na posameznih mestih, kjer se ponavljajo neke rutinske operacije, poskušamo čim bolj olajšati ljudem, da se spomnijo, kaj morajo narediti za to, da lahko varno naredijo neko operacijo. Today is for me a really nice and important day. The most important value what we have are our employees, our people who contribute and to manage that we receive all what we manage to receive. What is it for all of us the most important is health and safety. Unfortunately, we have still incidents which happen, but we set ourselves targets to become vision zero, meaning no accident in our plants. And we unfortunately don't take enough time to take care about this one. And that's why I'm glad today to see such a great day, such a great organization, and that we take a full day to think about health, safety, to talk about ourselves, take care about ourselves. And I hope it is not only this day, but it's becoming a day-to-day business ourselves that we take care of ourselves. Tukaj lahko vidimo, kako se zavarujemo, preprečimo ponovno vklop pri napravah, ki jih začnemo popravljati oziroma vzdrževati. Vsako delo na višini terja tudi nek načrt reševanja. Zdaj, problem pri delu na višini je, da je čas visenja v primeru padca zelo omejen. Govorimo nekje 10-15 minut omejitve in zato je potrebno izvesti v pravem času na ustrezen način reševanje kolega, ki je padel v globino. Zdaj, to se lahko naredi na način, ki ga tukaj prikazujemo, pomeni z uporabo takšnega škripca, oziroma lahko tudi uporabljamo razno drugo opremo, kot so recimo viličarji s košaro ali recimo neke dvižne ploščadi ali kaj podobnega. Zdaj, pomembno je, da po uspešnem reševanju
potem tudi ponesrečenca damo v pravilni položaj, pomeni, da ga posadimo na tla s pokrčenimi nogami in s tem v bistvu preprečimo krvi, da bi potem nemudoma prešla v celotno telo in s tem povzročila šok. Predstavljamo tudi naše društvo, ki deluje praktično že 98 let, neprekinjeno. Kot čez 2 leti bomo imeli 100-letnico. Ustanovljeno društvo je bilo izključno za potrebe same tovarne cementa. Podpiramo in se pridružujemo temu, da si naredilo danes ta dan varovanja in zdravja, kar je z naše strani izredno pozitivno, da lahko tudi mi malo našo dejavnost predstavimo. Zraven smo povabili tudi PGD Kanal, ki je osrednje društvo tukaj v občini, in pa PGD Avče. Tukaj smo predstavili prvo gašenje začetnega požara, ki so ga predstavili člani PGD Alpace Manhovo, s tem, da so pač tisti plinski gorilnik dol ustvarili ogenj in se je pogasilo z aparati na prah. Ja, je bila res zanimiva izkušnja, prvič enkrat v živo sprobati, kako se en požar gasi, in priporočam vsem, da se na tem urijo, ker nikoli ne veš, kdaj pride trenutek, ko to res rabiš. V naslednji fazi smo predstavili gašenje samim topom na kamionu, zaradi tega, ker mi imamo tu tako naštemano zaradi velikih deponij gum, ki jih imamo, tako da je tu nekako smo se odločili, da bi to prikaz najbolj ustrezen za danes tukaj. Zraven imamo vozila od PGD Kanal, ki je kombinirano vozilo za prevoz moštva, GVM in pa čoln za reševanje iz vode, kar je tudi tukaj pomembno, ker lahko tudi tam na vodo nam kakšenkrat ki uide in moramo tudi to reševati. Potem imamo pa tukaj še vozilo PGD Avče, ki pa je namenjeno za reševanje gozdnih požarov, kar je pri njih specifika, zato so oni predstavili to vozilo. Zdaj že 10 let, 11, smo tudi 2 stalno zaposlena kot gasilca v kombinaciji z varovanjem, da v nočnem času imamo tudi varovanje, ker je pač se pokazala potreba po tem, tako da smo stalno pripravljeni tudi gasilci, 2 stalno na smeni, se pravi stalno prisotna na samem terenu. Hvala Bogu, intervencij ni veliko, saj ne požarov, zato je tudi preventivno to izredno dobro urejeno. Sva članici prostovoljnega industrijskega gasilskega društva v Alpacemu in hodimo na gasilske, moj tata je tudi gasilc, pa tudi moja brat in sestra sta bila. Meni je všeč biti gasilka, zato ker je zabavno in hodimo na tekmovanja, pa še se veliko naučimo in v šoli imamo zaradi tega veliko prednosti. Na tekmovanjih je tudi zelo dobro, ker imamo dobre dosežke, če spajamo cevi s ceval, če pa ja, ti si vodar, ja. Če pa delamo različne vaje na progah, pa odvisno pač na kaj se postaviš. Ta pravega požara pa nisva še nikoli gasile, ker sva še premlade. Jaz sem danes pač povedala staro resnico, da velja zdrav duh v zdravem telesu. Kajti imeli smo predavanje na temo duševnega zdravja in vedno treba začeti pri telesu in telo spraviti ravnotežje, se veš čim, z tistim, kar damo vase, to je kaj jemo in kaj pijemo in kako telo gibljemo. In ko to uredimo, no potem tudi kako telo počiva, kako spimo, ko vse to uredimo, se ponavadi uredi tudi naše duševno zdravje, razen če smo že na strani bolezni, ko moramo seveda poiskati pomoč nekje v zdravstvu ali pri strokovnjakih. V Alpacemu ima športno društvo že preko 50-letno tradicijo in to tradicijo se trudimo ohranjati tudi v teh časih. Letno organiziramo približno 20 do 30 dogodkov, s katerimi probamo pokriti čim širši spekter športov, od kolesarjenja do teka, do planinstva, kartinga. Leto zaključimo pa običajno v Magmi z bowlingom. Poleg tega financiramo tudi individualne vadnine in se res trudimo, da bi kar čim večje število zaposlenih uspeli vključiti v naše aktivnosti, ker se dobro zavedamo in pomena redne vadbe in zato skupaj z ekipo za promocijo zdravja izvajamo te aktivnosti.
Danes tukaj izvajamo meritve krvnega tlaka, holesterola, pa krvnega sladkorja. To je v bistvu orientacija, v bistvu teh vrednosti in tu v bistvu človeka potem res malo pripravi do tega, da se zaveda, nekaj mora sam tudi narediti za zdravje oziroma za zdrav način življenja in tako. Če so vrednosti previsoke, svetujemo, da obiščejo svojega zdravnika. S tem namenom potem on jim da pač naročilo za izvid oziroma naročilo laboratorija, kjer se iz venozne krvi pogleda, kakšni so realni rezultati. Se pa tudi zgodi resnično, da dobimo tudi primere, ko so vrednosti zelo visoke in pač res človeku lahko rešimo tudi življenje na ta način. Mi smo tukaj danes na tej predstavitvi zato, da povemo, kako izgledajo temeljni postopki oživljanja in zakaj je to pomembno. To je pomembno zato, da pridobimo tiste minute, kadar ni reševalne službe, kadar ni strokovnih delavcev in s tem rešujemo življenje. Poudarek je na tem, da pravilno naučimo masažo srca, naučimo pristop in potem, da tudi naučimo pravilno uporabo defibrilatorja. Da povemo, da ta defibrilator ni bav in da se ga lahko normalno uporablja in zato, da nam to pomaga, da bo marsikdo preživel. Zdaj v teh letih smo izobrazili precej ljudi že zato, da obvladajo temeljne postopke oživljanja in se kažejo rezultati tudi na tem, da so, bi rekel, da imamo dosti več uspešnih reanimacij, kot smo jih imeli prej. Zakaj? Ker s tem, ker laiki in prvi prosledovalci, ki so zdaj prva linija naša, začnejo reanimacijo in s tem pridobimo tisti čas, dokjer ne pridejo urgentne službe, ker ne pomaga, mi smo lahko odlično opremljeni, imamo opremo tako, kot imajo v intenzivni, ampak če tisti čas, dokjer mi ne pridemo, ni neke pomoči, je vse za manj. Mi lahko pacienta peljemo v Houston, pa nič ne pomaga. Predstavljam program SWEET, to je preventivni program za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danki. Tukaj imamo s seboj tudi model debelega črevesa, popeljemo ljudi po črevesu in pokažemo, kakšne so lahko nepravilnosti, kaj se lahko vse zgodi v črevesju in jih seznanimo s našim programom in jih probamo v čim večji meri prepričati, da se udeležijo programa. Sem ambasador programa SWEET, zato ker je moja izkušnja pred 11 leti me napeljala na to, da nagovarjam svoje sodelavce, vse bližnje in kogarkoli srečam, da je program SWEET ena najboljših stvari v Sloveniji, ker v debelem črevesu se nam vedno dogajajo spremembe in za te spremembe mi ne vemo, dokler se ne udeležimo programa, dokler ne vidimo analiz in da potem se lahko odzovemo in če se nam karkoli zgodi, potem se tudi imamo možnost, da ozdravimo in da živimo še dolgo in polno življenje. Podjetje Center revitalizacije ima 15-letno tradicijo na Goriškem. Tukaj predstavljamo stvari, ki so za promocijo zdravja na delovnem mestu, tako da od alternativnih blazin, vitalnih blazin, ki ima 8 terapevtskih tehnik, so pa zelo dobre za sproščanje, se pravi, karkoli človek rabi na delu, zmeraj so visoke napetosti, stresi, se s to blazino v par minutah oziroma v 12 minutah precej globoko sprosti. Zelo nas veseli, da nam je letos res uspelo in cel dan posvetiti varnosti in si res želimo, da bo to postala stalnica. Itak moramo to vplesti vsak dan, se pravi 365 dni na leto, enkrat na dan hočemo pa prav en dan posvetiti ozaveščanju.